In zgodilo se je, kot smo napovedovali, z velikim veseljem, pravzaprav smo globoko počaščeni v totem studiu danes Vrenkotov ata, Avgust Demšar. Dobro jutro. Dobro jutro. Z velikim veseljem torej. In kar takoj najprej moram povedati eno preprosto stvar. Avgust Demšar, vi ste eden od junakov našega mesta. Zakaj? Dali ste Maribor tudi v literarnem, pa zdaj tudi še kakem drugem smislu na zemljevid, ker zgodbe, ki smo jih vse skozi prebirali, so se dogajale po mestih, kjerkoli po svetu, so zdaj tukaj v Mariboru z domačim junakom in to je naše. In tudi na tak način zdaj Maribor, odkar seveda so zunaj vaši romani, nagovarja svet. Ja, dobro jutro, naj vas na začetku malo popravim. Ni Avgust Demšar junak mesta, Martin Vrenko je. Martin Vrenko, pardon, ja, no, Martin Vrenko je tisti, ki skrbi, da ni še več kriminalov. Ja, res je. Bi pa poudaril isto, kot ste vi rekli, zakaj sem začel pisati kriminalke, seveda razloga je bilo več, eden od teh je pa bil tudi to, da zakaj bi moje mesto, moj Maribor, ne bilo eno od mest, ki bi bilo na zemljevidu literarnih kriminalk. Ni nujno, da so to London, Oxford, Sicilija, Benetke in tako dalje, lahko je tudi Maribor. Absolutno, in to vam je uspelo več kot samo super. Ampak kar je zanimivo je tudi, da imate v bistvu na nek način kar hiperprodukcijo. Ne, da je to knjige pri vas kar letijo. Eno na leto, ne? Ali pa, ja, tak nekak. Na začetku je bilo eno na leto, zdaj je malo manj. Začel sem pisati pred 17 leti, letos bo šel 13. roman. Ja. Prvih 6 je bilo napisanih eno na leto, zato ker so bili malo krajši. Potem pa s pisanjem sem tudi sam sebi postavljal vedno večje zahteve, tako da trenutno potrebujem 2 leti za en roman. In to verjetno, mislim, zdaj bomo vse vprašali, ne? Zdaj upam, seveda, pač boste povedali, koliko lahko, ampak kak recimo, meni je vedno fascinantno, ko je en zaplet, ki ima toliko enih twistov in pol na koncu te seveda mora presenetiti razplet, kot pri vsaki dobri kriminalki, se pravi, ti najboljše je, ko si ti, ko bereš, ves čas misliš, aha, on je, pol pa vidiš, da v bistvu sploh ni, ker je nekdo čist tretji. Kak recimo ta proces pri vas gre? Gre to sproti ali si to vi vse narišete, vse to in naredite strukturo? Ok, najprej to, ne, vi kar vprašate čisto vse, kar želite, ne. To je isto kot na zaslišanju na policiji. Vi ste kriminalist, jaz sem pa baraba. Okay. Jaz vam bom pač povedal tisto, kar mislim, da bo prav prišlo. Lahko povem, ja. Pisanje kriminalnega žanra ni enostavna zadeva. Ja. Tega ne govorim zato, ker se jaz s tem ukvarjam, ampak zato, ker to mnogi ljudje mislijo. Dan danes v poplavi slovenskih kriminalk, ko smo res popularni in so naše knjige v knjižnicah izposojene, si marsikdo misli, lahko napiše kriminalko. To sta 2 žanra, ki sta takšna. Je kriminalni roman, druga so pa pravljice za otroke. To dvoje si vsakdo misli, da lahko napiše, čeprav je, vsaj kar se pravljic tiče, pa kriminalk tudi, to vse prej kot enostavno. Ja, delo na enem kriminalnem romanu, če želiš, da vse tisto, kar bi moralo po domače povedano štimati, tudi štima, zahteva precej predpriprave. In v času intenzivnega pisanja je moje delovno okolje vedno prepleteno z velikimi formati papirja, na katerih so sociogrami, časovne premice, diagrami, odnosi med ljudmi in vse ostalo. Ker najslabše, kar se ti lahko zgodi kot piscu kriminalk, ker bralci kriminalk smo pikolovski, je to, da nekaj ne štima, da nekaj ni tako. Jaz ne morem ob 3 imeti kriminalista v Ljubljani, ob 4 po Mariboru. Ja, ni šans. Res je. Če je šel z avtom, traja to 2 ure, če je šel z vlakom, pa vsaj 4. Ja. To je potem zadeva, ki jo moramo, ne? In to moji bralci vidijo in nad tem se potem hudujejo, negodujejo, tako da ja, precej. Ja, to je kar ne, ampak vseeno, zdaj mene zanima, koliko lahko to zdaj se seveda razkrije, pač moram vprašati kot kriminalist, kot smo pač postavila svoja lika v tej debati, imamo seveda tudi 2 nadzornici. Ja, zdaj, good guy, bad guy, bomo šli, ne? Ne, ampak mora vseeno biti in zdaj en zaplet oziroma en dogodek in kaj ga speljati, ker zdaj vemo,
kriminalka, thriller, zdaj govorimo o knjižnih delih, o filmih, o serijah, ogromno tega smo videli že, ogromno tega je bilo razpletenega, napisanega. Kako zdaj biti originalen, ne? Nikoli nisem uporabljal črne kronike, časopisov, to, kar so me uredniki včasih napeljevali na to. Če si vsaj malo pozoren na to, kar se dogaja vsakodnevno v okolici, je tega več kot dovolj. En čisto konkreten primer, moj 7. roman ima naslov Miloš, sprejemal se je v času, ko se je v Sloveniji sprejemal družinski zakonik. V tem družinskem zakoniku je pač šlo za to, da bi pač izenačili pravice marginalne skupine z večinsko populacijo. In meni se to zdi nekaj normalnega in potem sem en večer gledal televizijski dnevnik in na tem dnevniku je bil protest pred parlamentom. V tem protestu je bilo en kup ljudi in tam je bila ena ženska v narodni noši, ki je izredno besno in divje protestirala proti temu, da bi se pač izenačili homoseksualci z ostalimi populacijami. Jaz sem tisto žensko gledal in pač nisem razumel, ampak sem rekel, ok, človek ima svoja prepričanja, ampak tam je bil res en bes, en srd, ne? In ideja za roman je nastala v naslednjem trenutku, ko sem se vprašal, kaj bi se s to gospo zgodilo, ko vnosi v sebi tako veliko dozo homofobije, če bi prišla domov in bi njen 17-letni sin, ki ga ima neizmerno rada, rekel, mami, jaz bi brat nekaj priznal, jaz sem pa gej. Torej, kaj bi se v tistem trenutku zgodilo v človeku, ki bi imel v sebi dva takšna močna gona. No in na koncu je nastal roman Miloš. Wow, vrhunsko. Šlo kot vse, ne? Ampak na kateri točki je Avgust Demšar na neki začutil, ok, to pa zdaj hočem. Ste recimo pisali tako malo za zabavo in polje z te zabave mogoče se rodila tista ideja, glej, če ne probaš, ne, ker vemo, obžalovanje je prasica, kot rečemo v našem mestu, in je ostalo zgodovina. Ne, nikoli nisem nič pisal. V srednji šoli nisem pisal, nikoli nisem nič objavljal do svojega 40. leta. Pohvalim se lahko celo z nečim drugim. V generaciji 1981 prve gimnazije v 5 ali 6 paralelkah sem edini pogrnil na maturi in to iz slovenščine. Ne morem verjeti, resno. Prvi zato, ker sem bil len, nič pa zato, ker so me takrat zanimali druge stvari. Mi smo takrat precej brali, ampak brali smo druge zadeve. Brali smo, takrat v Jugoslaviji je bila revija Sirius, ki je objavila znanstveno fantastiko. Tisto smo prebirali na dolgo in široko, prebrali smo Vonnegutta in podobne stvari. Sem pa vedno rad bral tudi kriminalke. In vzgib, zakaj sem začel pisati pri dobrih 40 je bilo to, da sem v knjižnici vzel tako za nič kriminalko, da sem jo po prebranih 50 straneh zabrisal v kot in sem ženi rekel, veš kaj, kakšno tako, lahko rečem, sranje na radio? Ja, absolutno, lahko rečete, kaj čete. Rekel ženi, veš kaj, tako sranje bi pa še jaz napisal. In žena me je gledala in je rekla, ja, pol pa poskusi, ne, lahko je bentiti, razumeš, ne? Ja. In se res, zapletov sem imel kar precej. Kriminalnih zapletov, torej kdo bi koga umoril in zakaj bi to storil, sem imel cel kup. To pa zato, ker sem zvečer, ko nisem mogel zaspati, nisem štel ovac, ampak sem raje razmišljal, kdo bi koga ubil. To je legitimno. Poskusite, zelo prijetno se zaspi ob tem. Bi rekel, ja. In potem sem imel enega od teh zapletov in sem se 5. septembra leta 2005 usedel in sem začel pisati. Ja. In po 3 straneh sem videl, da mi vse skupaj teče, zato sem nehal pisati s svinčnikom v zvezek, ampak sem vzel računalnik in v 3 tednih sem potem napisal Olje na balkonu. Wow. 3 tedne. Tisto je bilo na hitro. Jaz si namreč to predstavljam, da je to, sploh si ne znam, tudi to je odraz ene genialnosti, ne nazadnje tudi to, da ste padli na maturi slovenščine, je odraz. V bistvu sem dosti imel od tega, zato ker sem pač 2krat moral delati. Ja, evo. 2krat boljše kot enkrat. Vse pride prav, definitivno pravijo. Zanimivo je pri Martinu Vrenku, ne, da je človek, je Mariborčan, ni sicer, recimo, ni noben ekstrem, ni Štorast kot Clouseau, recimo, ni pa nek super junak. Odkot zdaj ta pot, ne? Ker vseeno, ko začneš neko tako zgodbo, si jaz predstavljam, moraš imeti jasno vizijo, kdo je tvoj glavni junak in protagonist. Ja, tako kot za druge stvari, tudi tu obstajajo pravila žanra.
Eno od teh pravil je pač, da je glavni junak mora imeti nekaj nadsposobnosti pa kakšno hibo. Te nadsposobnosti so tisto, kar ga dela bolj sposobnega od nas ostalih, to je sposobnost dedukcije, fotografski spomin in druge zadeve, ki mu pomagajo reševati kriminalne zaplete. Hiba ga pa dela malo bolj človeškega. In pri teh hibi se je tu pri meni ustavilo, ne? Ker na Štajerskem na prvo žogo bi ta hiba bil težek alkoholizem. Ne? Ja, seveda. To so mi takoj prepovedali, ker takšen klišej bi bil pa malo prehud. Potem je odpadlo tudi to, da je zdravljen alkoholik, tako da Vrenko, kar se tega tiče, nima nobenega problema. Pije, kadar mu je, in ne pije, kadar mu ni. V ostalem je pa zdaj tako, ne? Seveda, vsak literarni junak je približno 50% njegovega avtorja. Ne? Vrenko je star tako kot jaz, istega spola sva, približno podobnih političnih prepričanj in ostalega, tako da ga lažje kot literarni lik gradim in snujem. Ker to je bilo ravno moje naslednje vprašanje. Koliko vas je dejansko v Vrenkotu? No, in to ste zdaj odgovorili. Ne? Ja, čeprav nekaj dosti, ne? Sebe si niti slučajno predstavljam, da je bil kriminalist. Ja. Tako da ne, zakaj pa ne? Če pa očitno zelo dobro vladate celo situacijo. To je literatura. Ja, samo to literaturo mora nekdo napisati, ne? Kar pomeni, da če ne drugače, ste morali verjetno tudi zelo dobro spoznati delo kriminalistov. To je bil kar en kup problemov. Ne? Dobro, nekaj spoznaš preko gledanja televizijskih serij, drugo ti danes splet omogoča čisto vse. Zakon o predkazenskem postopku znam dobesedno na pamet, ker ga moramo vladati. Yeah. Problem bil v nečem drugem. Ne? Jaz sem vedno hodil mimo policijske uprave na Majstrovi šolo. Iz šole. In videl sem, da je tam policija, nikoli pa nisem bil noter. In v 4. romanu sem napisal, da je tako, resničnost se konča na vratih policijske postaje, vse, kar je noter, je popolnoma izmišljeno, ker tam nikoli nisem bil. Potem se nekaj časa razmišljal, da bi jaz to vseeno malo bolj resno zagrabil in da bi odšel tja. Samo zdaj težko greš na policijo, potrkaš že odbrane, sem si prišel malo pogledati vaše prostore. Potem sem razmišljal nekaj časa, da bi zdaj cilj, da bi ga v eno izložbo vrgel. Pa da bi me dobili, te hapsnili. Bolj bi jim pa razložil, ne, da sem jaz to naredil za foro, ampak takšen peh, kot imam, bi me najverjetneje dol k sodišču peljali, ne tu gor, pa spet ne bi svojega dosegel. Ja, mislim, to je res genialno pri vseh teh stvarih in to, da se dogaja v Mariboru je... Mislim, ker imamo občutek, zdaj Maribor je res malo mesto, ne? Ampak da se toliko stvari, toliko zapletov, da je lahko tu tako kvalitetnih, ne? Je res vrhunsko. In me zanima zdaj, koliko ste pa recimo tako, ko ste pisali tudi ostale, tako bomo rekli tudi stranske like, pa to koncipirali po morda ljudeh, ki jih srečujete v našem mestu ali poznate? Zdaj, kar se tiče Maribora, tu ni bilo nobene dileme nikoli. Vedel sem, da se bo to dogajalo v enem od realnih mest. Druga možnost pri tistih kriminalk je, da si mesto zmislijo. Ker sem Mariborčan, ker z par izjemami oziroma par izleti drugam živim v Mariboru že vse svoje življenje, je to logično. Zdi se mi, da je Maribor za svojo opcijo takšen, kot je, to tranzicijsko mesto, ki se obtepa z kupom problemov, idealno za pisanje kriminalk. Dovolj dobro ga poznam, dovolj rad ga imam, da mi ni problem pisati o njem. Kar se tiče stranskih likov, so pa tukaj seveda imajo spet vsi svojo vlogo, ne? Pomočnik je v žanru mora biti, ker je on to tisti, ki je malo bolj neumen, ki sprašuje tisto, kar bi jaz moral drugače bralcu razlagati, brez tega, da bi kdo vprašal, pa ne bi zvenelo literarno in tako naprej. V mojih romanih se ljudje ne spoznajo, čeprav temeljim na realnih osebah, zato ker so toliko predelani in ker je vsak moj literarni lik skupek 3, 4 ali 5 različnih oseb. Okay. So pa to vse ljudje, ki jih srečujem, vsak prispeva kak drobec. Tudi vi trije boste. Resno? Super, yes! To je to! Ne veseli se prehitro, ker vseeno mi je. Ti imaš pa manjši drobec, ko mi idemo. En mi je, ni problema, samo da lahko samo mimo grem, razumeš, pa reče ole onega. Ne, ampak brez heca je pa ena stvar, ki jo moram vprašati, preden se spet vrnemo pa malo na TV serije in vse to. Jaz osebno sem velik ljubitelj kriminalk, zelo zgodaj sem prebral Sir Arthura Conana Doyla, ki se mi zdi tako temeljno delo in od tu ven naprej, se pravi Sherlock Holmes, jasno da,
Ampak sem pa tudi velik ljubitelj recimo vampirjev, volkodlakov, te stvari, ali mogoče vas kdaj vleče, da bi, mogoče ne pri Vrenku tu, ampak kje drugje tudi kaj v tej smeri, ne? Da bi bil kakšen vampir iz Maribora. Ne, ti bi zdaj si glej, če imam priložnost. Ja, zdaj od mene tega ne boste dobili. Okay. Boste pa dobili najverjetneje koga drugega, zato ker še žanri v Sloveniji prebujajo nasploh. Ljubiče dobivamo, romantične fantazije bodo se kmalu pojavile, zgodovinski romani in tako naprej. Tako da ja, pri meni je problem v tem, da se jaz priklanjam pravilom žanra in v teh pravilih žanra velja tudi, da nič nadnaravnega ne sme biti, zato ker temelji na logiki, dedukciji, realnosti in tako naprej. Da bi sam pisal kakšen drug žanr, pa prav tako se ne čutim sposobnega, se mi zdi, da boljše, da sem koliko toliko dober v enem, kot da je bil za nič v več žanrih. Absolutno. In ja, ta dostopnost, zdi se, da smo nekako vseeno zaobjeli pomembno. Nočemo več biti drugačni in nikoli slišani in razumljeni, ampak se enostavno držimo nekih pravil in ugotavljamo, da znamo biti tudi v Sloveniji dobri. Vi ste najboljši dokaz za to. Ne? Ja, se to je tudi RTV moral slejko prej dojeti, ne? Leta 2017, ko so začeli prvič snemati serijo, sem se jaz prijavil na natečaj RTV Slovenije za izvirno slovensko TV nanizanko v 6 delih po 50 minut. Takrat se je snemalo marsikaj, ampak žanra se ni snemalo. Ampak v tistem letu so oni to razumeli tako, da so med 27 predlogi, ki smo jih poslali, izbrali 2 in oba sta bila kriminalke. Kolega Tadeja in Njegovo jezero, ter moje primere inšpektorja Vrenka. Problem je v tem, da RTV Slovenija na leto lahko, glede na to, koliko denarja imajo, posname eno TV serijo. Če bi ves čas snimali samo detektivke in kriminalke, bi bilo zelo upravičeno recimo kritika, da pač zanemarjajo vse ostalo. Je rekel, da kolega Jani Virk, glavni urednik igranega programa na RTV Slovenija, mi je rekel, veš kaj Tomaž, mi bi to lahko snemali, če bi bili kot BBC ali ITV ali kakšna druga televizija, ki snema 3 krimiserije, pa 5 dram, pa 2 dokumentarca. Rekel, mi pa snamemo samo to in zato v to želimo dati včasih kaj več, kar je pa mogoče tudi na škodo čistega krimi. Okay. Ja, mi smo veseli, da je bil Vrenko izbran, da so bile vaše zgodbe izbrane, ker pač, kot sem rekel, ko ste prišli, vi ste tu v svoji bazi fanov v bistvu, ne? In verjetno nas ni, zagotovo nas ni malo tam zunaj. Punci, kaj še imate kako vprašanje? Zakaj se samo jaz pogovarjam? Moj dres je postavil že sam, da sem izvedela. Morda pa bi jaz tukaj vprašala. Martin Vrenko v knjigi zagotovo ni vizualizacija tega, kar ste si vi predstavljali, tako kot je na ekranih, ker včasih, tako kot je že Dejan prej povedal, ko prebereš en roman, si tudi sam predstavljaš lik malenkost drugače, kot ti potem televizijski ekran poda, kakšnega ste si vi predstavljali. To je vedno, vsak avtor je rahlo razočaran. Jaz Vrenka si ne predstavljam, torej ga vizualiziram v celoti, še zdaj ne. Zdaj, ko me sprašujejo, če je to pri pisanju lik Darja Varge, ni, ne. Moj Vrenko je še vedno Vrenko. Jaz sicer opišem, kako je oblečen in ostalo drugače ga pa ne vidim. Zanimivo. In ko smo, jaz seveda kot scenarist ne sodeluješ pri castingu, ne sodeluješ pri marsičem na televiziji, ampak vseeno, ko smo gledali, kdo bi lahko igral Vrenka, smo videli, da je bazen igralcev v Sloveniji dokaj majhen. Prvič, vzeti ne moreš igralca, ki bi na prvo žogo lahko prišel zraven, zato ker je igral v sosednji kriminalistični seriji. Drugega igralca, ki bi ti bil všeč, ne moreš vzeti, zato ker je obenem direktor ljubljanske Drame, kot je bil Igor Samobor. Tak človek si ne more privoščiti 56 snemalnih dni na leto, ni šans. Nekateri so premladi, nekateri so prestari, tako da je potem, ko je prišlo do tega, da bi naj bil to Dario Varga, smo rekli, ok, izbira je še kar. Malo me je zanimalo, kaj bo, ampak začelo se je tako. Na predvečer snemanja prve epizode, prve sezone, me je Dario poklical in sva se na poštni dobila na pijači. Je rekel, da vas midva malo uskladiti, jaz jutri začnem snemati Vrenka. Kakšen tip je, pa malo ti pove, kaj ga vidiš, pa jaz povedal, kako ga vidi in potem sva se začela prepucavati in druge, na koncu videla, da vidiva vsak nekaj čisto drugega. Sem bil najprej malo razočaran, potem sem pa ugotovil nekaj, Ugotovil sem, da Dario
ne jemlje te vloge samo profesionalno, kot pač eno vlogo, ki jo bo odigral, ampak kot da si je že dalj časa želel neko tako vlogo dobiti. In je imel zelo jasno projekcijo, kakšen bi njegov Vrenko naj bil. In na koncu sem rekel, veš kaj, v bistvu boš ti tisti, ki mu boš dal glas, ki mu boš dal podobo, ki mu boš dal hojo, ki mu boš dal način razmišljanja, boljše, da si ti zelo zagret za to zadevo. Isto, kar bom pa jaz delal, pa že v romanih ohranjal. Ne? Odlično. Se mi zdi vrhunsko tudi ta sistem, da ga v bistvu ne vidite, ker se mi zdi, da lahko tak se res kvalitetno ponudi individualna interpretacija v domišljiji vsakega bralca in bralke. Točno tako, ja. Veš, kaj sem lepo povedal. Hočem samo povedati drugič, ko iščete igralce, lahko tudi na radio pridete pogledati, nikoli ne veste. Ker jaz bi znal, on je bil... Po mojem nisem gotovi. Seveda, da ne. Če smo že pri tem, če smem, ne. Nekaj podobnega se je pred leti zgodilo v knjižnici. Je ena od knjižničark rekla, no, gospod Demšar, vi pa mogoče lahko pa v knjižnici se kaj dogajalo, pa kakšen lik iz knjižnice. In sem rekel, ni problema. Čez 2 leti to res naredil in prišel po naslednjem romanu Knez, rekel, no, gospod, tako to pa je, ne? Ste videli, zdaj je knjižničarka tam? Je rekla, samo si to nisem tako predstavljal. To morate biti pazljivi. Ne, je res v življenju nasplošno, mora človek paziti, kar si želi, ker se dejansko lahko uresniči, samo to bi bili pa več kot veseli, karkoli bi bilo. Jaz še imam samo v bistvu eno vprašanje, čeprav imam občutek, da bi se lahko ure in ure pogovarjali z vami, in to je bistveno vprašanje. Zakaj smo vas v bistvu sem povabili? Zakaj ni Vrenko to ime Dejan? Ime mu je Martin. Ja, vem, ja. Piše se pa Vrenko, zato ker je, tako kot marsikaj v mojem pisanju, ima to tudi en ključ, eno ozadje. Martin Vrenko je sposojeno ime. Dva od mojih zelo ljubih literarnih likov sta Martin Beck, to je švedski kriminalist, iz televizijske serije, kjer ga igra Peter Haber, en krasen lik, in Martin je posodil ime. Vrenko pa prihaja iz drugega literarnega junaka, to je pa kriminalist moskovske policijske postaje Arkadij Renko, ki je posodil priimek, ki sem mu dodal samo v, da zveni bolj slovensko. Gre pa to za glavnega junaka iz krasne kriminalke Martina Cruza Smitha z naslovom Park Gorki. Okej. Super, tudi kaj vse smo izvedli danes. Seveda vodnjak še niti približno ni presahnil, ne? Avgust Demšar še lahko pričakujemo marsikaj od vas. Ja, lahko je, ravno kar je v delu na založbi naslednji roman, torej moj 13. roman, ki je tako, meni je najljubši, ampak meni je vedno najljubši moj zadnji roman. Pa še nekaj, najljubši mi je tudi vedno moj prvi. Prvega nikoli ne pozabiš. Ne? Tako da Olje na balkonu. Ana in Tanja? Je tako. Ja, res je. Evo, malo potrdilo. Avgust Demšar, še enkrat najlepša hvala za vse, kar delate za naše mesto, ker je več, kot se zdi, na prvi pogled oziroma na prvo žogo in bo trajalo dlje, kot si upamo sploh zdaj predstavljati in želeti. Hvala lepa in res klobuk dol in še naprej prosim, verjamem, da bo vsaj tako dobro, ampak zagotovo še boljše. Hvala za povabilo in za poslušanje. Adijo. Adijo.